Dobrodošli v eksperimentalnem četrtku. Ker smo v tednu Albina Belarja, našega pionirja v postavljanju seizmografskih postaj na Slovenskem, bomo govorili o seizmografiji in o potresih. Potrese opazuje in spremlja seizmolog, ki s pomočjo znanja na področju gradbeništva, fizike, geologije spremlja in obdeluje potresno dejavnost. Podatke, ki jih pridobi iz zapisov naprav, ki beleži seizmične dejavnosti Zemlje, evidentira in jih vpisuje v bazo. Na podlagi preteklih dognanj daje napotke drugim znanstvenikom, ki skrbijo za to, da v prihodnosti ob večjih potresih pride do čim manjše škode na objektih in čim manj človeških žrtev. Pogosta izraza za merjenje potresov sta seizmometer in seizmograf. Izhajata iz besede seizmos, ki v grščini pomeni potres. S pomočjo seizmografa merimo tresljaje tal. Model analognega seizmografa pa si lahko izdelate tudi sami. Zato bomo potrebovali plastični lonček, trši kos papirja, kovance, papir, ki ga narežete na trak, še bolje pa bo, če uporabite računski papir, kartonski tulec, 3 elastike, 2 leseni palčki, lepilni trak, olfanož, škarje, flomaster in pa škatlo. Najprej vzamemo škatlo in iz nje izrežemo spodnji del škatle, zato uporabimo olfanož ali pa škarje. Ko smo izrezali spodnji del škatle, je na vrsti izdelava tulca. Primerna širina tulca je takšna, da je za malo krajša od širine škatle. To označimo tako, da si naredimo črtico. Tako, ko dobimo primerno širino tulca, vzamemo trši papir, tulec položimo na papir in z flomastrom oblikujemo krog, s katerim bomo pokrili levi in desni konec tulca. Ko so pokrovi izrezani, označimo središče s flomastrom, skozi katere kasneje naredimo luknjico z leseno palčko. Leseno palčko najprej potisnemo skozi prvi pokrov in ga vstavimo v papirnat tulec, ter kasneje na drugi strani dodamo drug pokrov. Pokrova nato z lepilnim trakom zlepimo. Enako naredimo na drugi strani. Da vstavimo tulec v našo kartonsko škatlo, je potrebno z obeh strani narediti luknjice. Pomagamo si z višino, ki pa naj bo malo višja od središčne osi. Enako naredimo na drugi strani. Naredimo tudi luknjici, ki bodo služili kot nosilec nihala. Tega postavimo na sredino škatle in na obeh robovih označimo, kje bodo luknjice. Ko smo naredili odprtine z obeh strani, tulec vstavimo. Plastični lonček bomo uporabili za naše nihalo, tako da na dnu lončka naredimo majhen rez v obliki križa, skozi katerega kasneje potisnemo pisalo. Elastike bomo uporabili za naš nosilec nihala. Elastike povežemo tako, da izpnemo eno zraven druge v obliki verige. Nihalo dokončno sestavimo tako, da sredinsko elastiko prevežemo čez zgornji del lončka. Levo in desno elastiko pa bomo kasneje napeljali skozi luknje, ki smo jih prej naredili na zgornjem delu škatle. Višino flomastra nastavimo tako, da se bo dotikal našega tulca. Da bo nihalo bolj stabilno in obteženo, v njega damo nekaj kovancev.
Navalj kasneje navijemo v rulico papirja in poskus se lahko začne. Seizmograf je izdelan, mogoče pa vam uspe ujeti kakšen trsljaj.